Ja, ker je zanimivo, no se neki, ne vem koliko takih resnih, imajo nad 10 000 nekih subov, naročnikov v Sloveniji, streamerjev, tako se poznate tudi med seboj, si kontaktiraš koga, si kaj izmenjate, imate kakšne, ne vem, srečanja, magari anonimnih. Bolj kot ne se z vsemi poznamo, oziroma vsaj vemo za drugega, kdo smo. Je pa čisto odvisen, če ne delamo kaj skupnega, pa to pač nima smisla, da bi kaj se silali ali pa kakorkoli. Ampak ja, pač, če mi je kakšen kot YouTuber všeč, pa da se mi zdi, da bi lahko imela skupaj kakšen dober kontent, ali pa kaj pač kontaktiram, ali pa tudi kontra, pa se pa kaj zmenimo, da posnamemo. Tako da ja. Pa se ti zdi, da se dosti, ne vem, dosti naročnikov, dosti ljudi, ki spremljajo nekoga, ne vem, ljudje, mislim, GTA roleplay je ful popularen zdaj trenutno, tako se mi zdi v tem, ne, to pač se res streama na svega in svašta, ne, Fortnite, sam ne vem, koliko sem opazil tebe, pa mogoče 2 do 3 neki zelo, ne. Fortnite je bil je dosti bolj popularen lansko let, zdaj je dejansko bolj Minecraft pa GTA roleplay se mi zdi, da sta dosti popularna. Ampak ja, pač se mi zdi, da se itak bo spreminjal skozi. Ampak upam, da bo še kakšni tako, da bojo, ko bojo odrastali, da bojo gledali še kakšne single playerje. Single playerje sem videl, da ful ne radi gledajo ljudje na splošno v Sloveniji, pa se mi zdi, da so to zelo dobre igre, tako da upam, da bojo počasi to začeli malo bolj gledati. Ja, ko si glih zdaj omenil, ne, jaz na primer sam zelo malo igram teh Battle Royale ali pa kaj takega, ne, teh masovnih, mogoče kak Warzone ali pa kaj in sem tudi zelo rad imam te narativne zgodbe, ne vem, single playerja ali ne vem, zadnje sem igral Senua's Sacrifice, Hellblade ali zdaj Disco Elysium, na primer, ja, tudi dobra igra. Take, ne, ampak je zanimivo, no, da pa res to, ko samo ugotavljaš, ne, da večina gledalcev, vsaj v Sloveniji, ne, pa tudi streamerjev, no, ne vem, če se glih propagira neka ta single player, ne, veš, komentiranje ob igri, kjer, ne vem, tu pa tam je mogoče so kakšni krajši, Šmidi Place je imel neke te fore, na primer, ne, Ja. Poznam. In kako ti gledaš na to? Misliš, že to, da si zdaj, bi ti daj preklopil proba na to, ali boš zdaj zaradi tega, ker hočeš ohranjati občinstvo pri tem, ne, koliko se bojiš tega, ne, da bi izgubil koga, če boš kaj menil? Mislim, da tako, skozi je nek strah, sploh zdaj, ko imam SP, pa mi je to dejanska služba, je skozi nek strah, ker če slučajno, kar naenkrat čez noč, pač to je internet, to lahko naenkrat se lahko nekaj zgodi in padam iz vrha na nulo, kar pomeni, da dejansko v enem dnevu lahko izgubim službo. Tako da me je vedno nekak strah, pa velikrat se mogoče celo preveč sekiram, če recimo vidim ta stream, glede številk ni bil toliko uspešen, pa ne vem, pa se pol sprašujem, a sem jaz kriv, a so drugi pač razlogi, ne vem, recimo zdaj, ko je bilo konc korone, mislim, ne, ni še konc, ampak ko so šli v šolo otroci, pa tudi te starejši, niso navajeni bili več v šolo hoditi, pa se mi zdi, da so ful manj bili na streamih, na splošno se na celem slovenskem YouTube opazili. In je tako, če ne bi pogledal drugih YouTuberjev, bi me ful začel skrbeti, tako da je težko, ampak še vseeno za probanje iger, pa še vedno rad probam druge igre, ampak največ Fortnite igram itak zato, ker tudi uživam zelo v njemu, ni sam zaradi gledalcev, ker pač če bi bilo sam za gledalcev, bi jaz takoj šaltil na GTA roleplay, recimo, sam enkrat probam, ampak tako, če mi do nečesa ni, tudi še zmer nočem pol se forsirati to, še vedno hočem, da uživam v tem, kar delam. Tako da ja, single player je pa kakor je, če kaj novega, hočem takoj iti igrat, pa upam, da bojo uživali v tem, Ker, ko si glih Fortnite omenil, ker pač meni vseeno se mi zdi Fortnite zelo zapletena igrica z vidika, kaj bi rekel, prstne dinamike, ali bi temu rekel, zelo moraš imeti, mislim, še sam, ne vem, sem enkrat sam probal, ampak to še to na kontrolerju, vem, da ti imaš, zdaj si začel tudi streamati, da si že to dlje, tudi svojo, kaj ti, konco in miško, način, kako igraš, in je pač zanimivo, koliko vsega se dogaja hkratno ob enem, in tudi, ko gledaš ljudi, ne si predstavljam si prednji, jaz sem takrat zgradil eno steno, že on imel cel fucking 2 toverja postavljeno, tako, kje si ti? Težko je, če si nov, je zelo težko pridati v Fortnite, In koliko si se to navadil, je to zdaj za tebe že, kot da bi bicikl vozil, tako postane del tebe že motorika? Fortnite mi je všeč, ker je vedno nekaj novega, kar se lahko naučiš,
In jaz sem bil zmer tak bolj kompetitiv igralec, vedno sem hotel pač se naučiti nove stvari, da bi bil čim boljši. Ampak je pa res, da je dosti lažje, ker jaz že od samega začetka igram, ne, odkar je ven prišel. Tako 4 leta je zdaj že, tako da je že kar dolga. 4 leta je sem stara igrica, to pa mislim, da je več že. Ne, 4 leta bo, mislim, da zdaj. Mhm. In kaj ti je še kaj všeč, tako specifično? Ne? Mislim, ponovadi rečejo ljudje, ne, da igre igraš zato, ker hočeš pogruntati pravila igre, ne zato, ker bi zdaj hotel ful streljati ljudje tam neki, pa ne vem, pa ful tega, ne. Ja. Pač ta neka splošna perspektiva, ne, ljudje, da pač kar nekaj je pa to, ampak večinoma je nekaj te zelo pleteno logičnega razmišljanja ali pa nekaj analitičnega, Ja. pa nekaj, ko pride, ko kakšna pravila okoli obrnati, ne, še posebej v teh masovkah Battle Royale. Kaj pa tebi všeč pri tem, kako dohajaš pravila igre, kako se učiš, ne vem, tega, da pogruntaš mapo, da se orientiraš po mapi in tako naprej? A tako nasplošno v igrah, kako mi. Ja, kako ti je pa Fortniteu, ne, če ti je boljši primer? Ja, pač zdaj tako, kdaj sem v takem moodu, da nočem lih, da se mi ne da nove igre začeti igrati samo zato, ker vem, da se bom mogel nekaj novega naučiti, pa nimam energije za to. Drugače pa ja, če je kakšna nova igra, pa še posebej, da ima dober multiplayer, da ima dober ranking sistem, pa tako, takrat ponovadi mi je res fajn, da se naučim, pa da provam vedno priti pač na najvišji nivo. Ne? Tako da v CS-ju sem prišel do Global Elite, mi je bil pač cilj. Začel sem dejansko Silver 1, ker je bil to moj prvi FPS špil. Pa sem iz Silver 1 prišel do Global Elite. Pol Overwatch sem isto prišel do najboljšega ranka. Tako da vsak špil, ki ga res dolg igram, ga igram dolg zaradi tega, ker imam nek cilj, da pridem na najvišji nivo. Ne? To mi je najboljš pač pri videoigrah na splošno. Tudi to, ko si omenil, ne priti do nekega cilja, ker je pol v smislu, ne, pri singleplayerjih se naredi, če igraš kako, ne vem, Assassin's Creed, če si da igral, pa kaj taka, ta franšizna igra, na primer, ne, je njihova fora, koliko nadgradijo, ne, da na nek način še poberejo najprej, da pač sploh poplačajo to razvoj igre, ne, da poberejo z ne vem, novim dodatkom in tako naprej, ne. Pri tem, ko je to v Battle Royale dosti enostavno, ne, naredijo nove te, ne vem, kaj bi rekel, modne dizajne nekih oblek, novih karakterjev in tako naprej. Ne, a ti sam, a bi rekel, da veliko zapravi za to, da se neko, kaj bi rekel, sfriziraš na končno fazi v igri, ne, da se vlečeš to. Ja, zdaj tako, po moje, če plah videl nazaj, koliko sem zapravil, bi bilo kar velika. Bi te glava bolela, ne. Pač ljudje pravijo, zastonj je igrca, pa vse tako naprej, ampak na koncu več na takih igrah zapraviš, kakor pa na singleplayerjih. Recimo, že vsake 3 mesece imaš Battle Pass, pa je 10 €, pa če 4 leta igraš, se že nabere. Pa ja, še skine, pa tudi kdaj kaj gledalcem, giftam, in se kar nabere, no, tako po moje, po več tisoč se je po moje že kar nabralo, no. Več tisoč, okej. To so te mikrotransakcije, ne, ko so notri vpete v igro, ne. Še posebej na trenutno najbolj popularna platforma je itak igre na telefonu so, ne vem, Fortnite je že za telefon? Ja, Fortnite. Je že, ne? Že zelo dobro. Ja. In je tudi popularno, no, v tem smislu, koliko tega lahko se upele not na različne načine, ne, z dodatki in tako naprej.